Alumni Connect, podcast, ki uspešne zgodbe alumnov ekonomske fakultete pripelje med vas. Ne zamudi in se pokonektaj z nami. Danes je z nami Dan Strajnar, diplomant ekonomske fakultete, ki je že v času študija dobil svojo prvo podjetniško idejo, s pomočjo katere pa je potem tudi zmagal v 7. sezoni oddaje Štartaj Slovenija. Pozdravljen, Dan, kako si? Zdravo, super sem, hvala. Super, me veseli. Daj mi samo na kratko povej, kdo je danes Dan Strajnar? Danes me v bistvu vsi predvsem poznajo kot tistega, ki je bil na televiziji in ki je nekako spremenil pogled na zamrznjene pice. Danes verjetno lahko že kar samozavestno rečem, da po celi Sloveniji, ker se res povsod dobro prodajajo, tako da to je verjetno moj najbolj aktualen opis. Ok. Si drugač nekdanji študent ekonomske fakultete? Tako. Kakšen si bil kot študent? Priden? Ja, kot študent jaz sem imel povprečje dobrih 9,2 skozi vse 3 leta, tako da sem eden tistih, ki je vedel, zakaj se je vpisal na ekonomsko, oziroma sem si to želel, sem se v bistvu želel naučiti posameznih predmetov, stvari. Tako da me je dejansko veselilo. No. Ta 3 leta sem imel super, ampak na koncu me je pa recimo da pot zanesla malo drugače kot smer, kjer sem študiral. Študiral si bančni in finančni menedžment. Potem pa si v bistvu tvoja podjetniška pot se je začela že v drugem letniku pri predmetu podjetništva. Tako. Kako v bistvu si sploh prišel do podjetništva? Te je to zanimalo že predtem? Si ga spoznal šele takrat? Ja, v meni je bilo v resnici že od osnovne šole želja potem, da bi vodil nekaj svojega, oziroma vedno sem se nekako videl v tem svetu. In zato se mi je v bistvu zdela ekonomska fakulteta primerna za to. Hkrati pa ne mogoče prav smer podjetništvo, ker se mi to ne zdi najbolj smiselno študirati podjetništvo. Se mi zdi, da ta pride samo od sebe in da je bolj študijam pridobiti druga znanja, ki jih pa lahko uporabiš. Tako da ja, v bistvu bi rekel, da že od malih nog me je to veselilo. Pol ta preskok v neko prakso se je pa začel dogajati v drugem letniku ekonomske fakultete, ravno pri podjetju, mislim pri predmetu podjetništvo, kjer se je začela razvijati ta zgodba s picami, sicer v povsem drugačni obliki, kot je zdaj na koncu nastala. Kakšna pa je bila tista prvotna ideja, če nam lahko zaupaš? Ja, na začetku je bilo to, ne vem, približno 5 let nazaj, mislim, da se je začel razvijati ta street food v Sloveniji, je začel prihajati z raznimi hudburgerji, Larsensveni. In jaz sem imel v bistvu idejo takrat na tak način, kot so te burgerji po posameznih kamiončkih oziroma v različnih štantih. Sem si ja želel pice na ta način prodajati in narediti tako verigo manjših dobrih picerij s temi napolitanskimi picami, ki so takrat tudi začele v bistvu na prepoznavnosti pridobivati. Postajati popularne. Tako. Zdaj v bistvu na razvoj tvoje ideje potem odločilno vplivala tudi korona, a ne? Ja. Ta prvotna ideja se je potem, kakor si že sam rekel, malo obrnila. Kako si potem prišel na idejo zamrznjenih pic? Ja, tako. Ta ideja je ena tistih koronskih, ki se jih reče, ki v bistvu neko prvotno idejo začne spreminjati glede na situacijo v svetu. In jaz sem v bistvu v tistem času spremljal pizzerije v tujini, preden sem začel odpirati svojo. In med korono sem pa opazil, da je veliko pizzerij začelo te težave z zaprtjem in tako naprej. Na eni strani reševati z dostavo, na drugi strani pa sem videl, da so se eni lotili zamrzovati pice in so ljudje prihajali iskati jih za domov. Tako da sem v bistvu takrat nekako prišel na to idejo, da bi bilo to smiselno brez kakršnekoli pizzerije začeti v neki proizvodnji delati na nek tak resen način, dolgoročen. In tako se je vse skupaj začelo. Tako da sem tisto, kar sem imel našparan, sem porabil za to, da sem kupil ta šokar pa neko vakuumirko. In sem počasi ta znanje, ki sem ga imel od peke pic, začel uporabljati za razvoj, kolikor se da dobre zamrznjene pice. Pice si pekel že prej sam? Pice sem začel peči v drugem letniku. V bistvu je bil moj cilj, ko smo predstavili idejo, da bom svojo ekipo takrat še, da bomo imeli to verigo picerij. Sem se takrat kupil pečko in sem se začel učiti peči pice. Tako da je bil cilj, da se do konca tega semestra, ko je bil podjetništvo, na koncu profesorju spečem pico in tako se je začelo. Predtem sem jih pa sem kupil. In si jaz pekel? Ja, smo jo, ja. Imamo slike še gor na terasi na ekonomski, smo jih pekali. Super, a je potem to pripomoglo k sami oceni na koncu? V bistvu ja, sigurno je prepričalo vse, da nisi samo razlagal nekem produktu, ampak da si ga dejansko na koncu iz nič tudi uspel pokazati. Tako da je tudi
takrat še gospod profesor Aleš Pustavrh bil nad vsem skupaj navdušen, je hotel finančno podpreti, ampak, kot sem rekel, pol je korona prišla in te gostinske opcije niso bile več najboljša možnost. Kako si se pa v bistvu soočil s konkurenco, ker trg zamrznenih pic je bil že prej precej nasičen, če greš v katerokoli trgovino, najdeš v hladilniku zamrznjeno pico. Ja, jaz sem v bistvu imel si zamrznjene pice povsod. Ta je bila prva, da je dejansko narejena kot napolitanska pica zamrznjena. Na drugi strani je pa ena redkih zamrznjenih pic, na kateri smo res delali na kvaliteti. Nismo dajali gor nobenih ojačevalcev okusa oziroma česarkoli podobnega, ampak je dejansko enako kvalitetna kot pica v pizzeriji in samo na hitro zamrznjena, kar jo na hitro loči od vseh ostalih. Na koncu pa še ta vidik, da je predpečena v pravi krušni peči in že na pogled se vidi, da je to ta prava stvar. In zato to tako pakiranje. Se ne skrivamo za nobenimi embalažami, slikami, ki na koncu niso realne, ampak pokažemo, kaj kupaš in je toliko lepo kot slike na ostalih. Super. Kakšne so pa v bistvu še ostale ovire pri uresničevanju tvoje ideje? A si se srečal še s kakšnimi težavami na tej poti? Ja, ovir je bilo neskončno, sigurno niti približno. To je tak moj prvi resen projekt, ki sem se ga lotil, oziroma z ekipo, ki smo se ga lotili in nikakor ne računaš na vse, kar ti pride na pot. Tudi jaz sem precej optimistično mislil, da rabim precej manj denarja, ker se na koncu je šlo, precej manjši prostor, manjša investicija, precej manj časa, na koncu smo pa lovili vse roke in dejansko brez vseh poznanstv v tisti regiji, kjer smo se lotili tega, nam nikoli ne bi uspelo tega narediti. No. Ampak večkrat pa res rad poudarjam, s tem v bistvu, ko te napake rešuješ, ko se pojavljajo, dobiš samozavest, se vedno manj začneš sekirati, veš, da bojo prihajale, si jih ne jemlješ tako v srcu in v bistvu samo rešuješ. Tako da te malo spremenino na ta način, ta podjetniški svet tudi v življenju, pol preostali stvari drugače gledaš na vse skupaj. Potem si se pa odločil, da se prijaviš v oddajo Štartaj Slovenija. Tako. In potem tudi zmagal v 7. sezoni. Oziroma je bil tvoj produkt Pauza pica razglašen za hit produkt leta. Tako. Zakaj si se v bistvu sploh odločil in daj nam malo pove, kako poteka sam selekcijski postopek? Ja, jaz v bistvu že od tistega začetka, ko sem se odločil, da ne bom šel v ta svet gostinstva oziroma majhnih pizzerij, ampak da bo moj produkt zamrznjena pica, mi je bilo avtomatično pot je Štartaj Slovenija in je bilo v bistvu eno z drugim povezano. Sem rekel, jaz bom to naredil in se prijavil na Štartaj Slovenija in tudi jaz sem se prijavil, ko je bil produkt tako nekje na pol. Mislim, vedel sem, da ga znam približno narediti, nisem pa vedel, a to zdaj pije vodo ali je to nekaj, kar sprejme v trgovino in tako naprej. Tako da sem se čisto v bistvu izpolniš prijavnico, sem se odločil, pošlješ slike, idejo, koliko daleč si s projektom, v bistvu ja, a že obstaja ta produkt, ga kje prodajaš in tako naprej. Tako da je v bistvu čisto tak klasičen postopek prijave. Potem pa počasi več krogov intervjujev in tako naprej, kjer kandidati odpadajo, ker zaradi različnih težav, eni so, imajo preprosto izdelke je finančno predrag, eni so predaleč samo proizvodno oziroma vsem skupaj, da bi jim uspelo v roku narediti in tako naprej. Ampak ja, sigurno je pa tudi sama konkurenca in na koncu tistih najboljših izdelkov oziroma v katerih Špar vidi največ potenciala, pride na police. Kako je pa potem potekalo samo snemanje oziroma kakšne obveznosti smo opravili? Kako si se v bistvu pripravil na vse skupaj? Ja, snemanje v bistvu so nek del, ki ga zraven računaš, ampak vseeno od tistega marca približno, ko izveš, da si sprejet, do konca avgusta, ko moraš izdelke dejansko spraviti v Špar, imaš kar dovolj časa, da dejansko uspeš to vse skupaj uresničiti. Tako da so vmes 3-4 snemanja, na katere se dogovoriš, lahko so ta doma, znanci, lahko so pol v proizvodnji, ki jo postavljaš in tako naprej. In tam počasi probajo pokazati to tvojo zgodbo, kako si prišel na idejo, jo uresničil in na koncu prikaže ta izdelek tam na polici, kjer je. Sem nekje tudi zasledila, da ta del medijskega izpostavljanja, da to ti ni najljubši del celotnega postopka. Ja, sigurno. Kako si se pa potem soočil z vsem skupaj? Je bil to zate največji izziv celotnega postopka? Jaz sem se v bistvu, to medijsko pozornost nekako sprejmeš, ko se v Štartaj Slovenija prijaviš, tako da je nek del, ki ga vzameš v zakup, nekomu to paše, nekomu ne.
Jaz sem se zdaj že precej navadil na to, oziroma na ta način, da nekdo mene snema. Ni problem, najslabši del je bil pa to, ko imaš navodila, da moraš sebe posneti za socialno omrežje in tako naprej, to pa res ni nekaj, v čemer sem dober oziroma kar sem kadarkoli počel, no, in tega počnem minimalno, kar se da vidi na mojih osebnih socialnih omrežjih in tudi na Pauza Pica socialnih omrežjih. A pa bi rekel, da poleg mogoče novega znanja o marketingu, pa javnega nastopanja, kaj ti je v bistvu tekmovanje še dalo? Kaj so tista znanja oziroma kaj si najbolj odnesel od celotnega? Jaz sem se v bistvu koliko ta projekt zdaj traja, kakšen let, 1 let, pol leta, sem v bistvu, ne vem, občutek imam, da sem res toliko pridobil enega znanja, kot bi drugače v 3 letih, ker se je v bistvu vse toliko model trebalo na hitro narediti, toliko in toliko pic, trebalo postaviti proizvodno, treba se bilo soočati z vsemi papirologijo, ki spada zraven in tako naprej. Tako da na tem mestu sem predvsem vesel, da ljudje, ki so finančno podprli ta projekt, so imeli že v preteklosti oziroma imajo izkušnje s vodenjem podjetij in tako naprej in so mi na tej točki ogromno pomagali. Se pa tako, kot ste rekli, ja, se srečaš z vsem od marketinga do prodaje, v bistvu stika z nabavniki v takih velikih trgovinah. Treba se naučiti logistiko voditi, poslati konec koncev izdelek pravilno v trgovino. Tako da je tisti vidik, da nekaj narediš, da znaš narediti samo en majhen del, za sabo pa to potegne še kup enih stvari. In sploh za nekoga, kot sem jaz, vstopiti v to živilsko industrijo iz nič je bil kar en tak šok. Ja, ali pa izziv, ja. Kakšni so pa v bistvu tvoji načrti zdaj za prihodnost? Danes imaš ekipo, sam vodiš vse od začetka do konca, pripravljaš produkt, imaš ekipo za sabo? Ja, danes imam že ekipo v bistvu 4 zaposlenih, ki delajo v proizvodnji, potem so pa tukaj še jaz pa moja poslovna partnerka, ki nekako vodiva vse skupaj, da tekoče tečejo ostale stvari v ozadju, ki so potrebne. Tako da za letos smo se v bistvu odločili, da s to zmago nam je bilo omogočeno, da poleg teh velikih interšparov gremo še v manjše šparove trgovine. Tako da letos se je cilj postopoma širiti po teh trgovinah, nekako videti, kje bo ta prodaja na koncu, ker nekje je prodaja tekom tega šova, ko si medijsko podprt z vseh strani, ko vsi govorijo o tebi, nekje pa pol treba videti, kaj je realno se zgodi naprej. Tako da letos se je cilj širiti po teh trgovinah, naslednje let pa načrtujemo, da bi povečali proizvodnjo, mogoče šli še naprej po Sloveniji in pa sigurno tudi v naslednjih letih je cilj tujina. Super. Zdaj pa v bistvu me še zanima, kaj bi posvetoval študentom, ki jih že zdaj zanima podjetniška pot, ki se že zdaj vidijo na področju podjetništva. Mogoče so tudi že zdaj dobili idejo v času študija, tako kot si jo ti. Kaj bi s svojimi izkušnjami, ki si jih zdaj pridobil dejansko v praksi, svetoval študentom? Jaz bi, v bistvu meni se zdi prva ključna točka ravno ta predmet podjetništvo, na katerem imaš dejansko pol leta časa, da na nečem delaš, razvijaš in hkrati imaš strani profesorjev lahko mentorstvo in te usmerjajo, pomagajo pri tem razviti. Kar se tiče bolj tazga praktičnega dela, bi pa rekel, da se včasih mogoče dobro malo manj ukvarjati s samim produktom, da bo ta popoln, da bo vse tako kot treba, ker na ta način hitro pozabimo še na vse stvari v ozadju, ki so potrebne, da ta produkt sploh zaživi. In se je fajn na neki točki ustaviti, pa pogledati, kaj vse rabiš še za tem produktom, da je to dejansko lahko spelaš in pol hitro vidiš, če je to uresničljivo. Tako da ta vidik, da širše gledaš na vse skupaj, no. Ne samo kot nekaj, da se ti je pojavilo v glavi in da je to super, ampak kaj to za sabo potegne in na koncu dejansko je, če se finančno splača. Kaj pa bi v bistvu svetoval sebi 3 leta nazaj, ko si zaključil ekonomsko fakulteto z izkušnjami, ki jih imaš zdaj? Ja, točno to. Da se manj ukvarjati s čisto samim produktom, pa gledati širšo sliko, se mogoče probati še bolj poglobiti v ostale stvari. Tako da pri meni je bil predvsem ta, jaz sem delal izdelek, na koncu pa še zmeraj nisem čisto vedel, kaj pomeni vstopiti v živilsko industrijo in kaj vse za sabo to prinese, tako da bi se verjetno že takrat mogel pogovoriti z nekimi ljudmi iz tega področja, da bi mi svetovali in bi pol znal boljše oceniti celo situacijo, no. Tako da na koncu smo pa to sicer rešili, ker je bilo treba rešiti, ker smo bili sprejeti, ampak je bilo precej bolj tako stresno in hektično, kot bi bilo potrebno v resnici. Pa se mogoče v prihodnosti vidiš kot nekdo, ki bi lahko svoje znanje predajal naprej v vlogi mentorja, nekega učitelja?
Ja, mogoče res kasneje, ampak trenutno sem mogoče jaz tisti, ki še z veseljem sprejemam nasvete mentorjev in ljudi, ki imajo več znanja. Tako da po enem letu bi težko jaz komu pamet solil točno. Ampak ko se znajdeš v tej situaciji, nekako peleš, zraven delaš napake, jih popravljaš, ti drugi pomagajo popraviti. In, je pa sigurno to znanje, ki ga pridobiš lahko na fakulteti, na kjerkoli si, pol v praksi uporabljati, je pa vedno nekako tisto dobrodošlo. Ampak ja, čim prej izkušnja nabirati v prakso, ker je drugače vse. Na voljo so trenutno 4 okusi. Tako. Najljubši je? Jaz sem margarita, jaz sem klasičar pri picah. Se strinjam. Ja. Super, Dan, najlepša hvala za tvoj čas. Ja, hvala vam. Želim ti vse dobro na nadaljnji poti, pa komaj čakam, da poskusim pico. Super, hvala.